Dober večer. Medtem ko je na rokometnih igriščih nekaj zatišja zaradi reprezentančnih aktivnosti, so se nogometaši pomerili v 17. krogu prve slovenske Telekom lige. Krka je doma priznala premoč Mariboru. Domžalčani in Celjani so zadeli po dvakrat. Luka Koper je zmagala na primorskem derbiju v Gorici. Zavrč in Krško sta se razšla z neodločenim izidom. Rudar pa je pred domačim občinstvom s 3:1 izgubil proti Olimpiji. Olimpija še vedno ostaja vodilna pred Mariborom. Domžalčani na 3. mestu zaostajajo 2 točki za aktualnimi državnimi prvaki. Rudar ima na 6. mestu 18 točk. Sedaj pa poglejmo rezultate 3. kroga državnega košarkarskega prvenstva. V 3. krogu lige Telemach sta se v Domžalah pomerila glavna favorita rednega dela državnega prvenstva Helios Sansi in Zlatorog. Gostitelji so slavili s 74 proti 63. Rogaška je odpihnila Elektro 115 proti 61. Prav tako je v domači dvorani slavil Šenčur proti Portorožu. Hopsi pa so premagali Lastovko. Helios in Zlatorog imata sedaj po 5 točk. Elektra ostaja na zadnjem mestu s 3 točkami. V 3. krogu druge slovenske odbojkarske lige med ekipama Šoštanj Topolšica in odbojkaši iz Hoč so gledalci v šoštanjski dvorani videli kljub domačemu porazu nadvse zanimiv in tudi kvaliteten obračun. Čeprav so odbojkarji Hoč, ki jih vidite v temnih dresih, prvi in tretji niz proti domači ekipi Šoštanj Topolšice, ki so v rumenih dresih dobili šele na razliko 25-23, so bili oni tisti, ki so narekovali potek obračuna in večino časa držali prednost, ki je v teh 2 nizih znašala največ 3 točke. To se je pokazalo že v drugem nizu, ki so ga gostje dobili le v 18 minutah in prednost ob tehničnem timeoutu 8-5 zaključili s 25-9. Najlepše stvari obračuna za domače gledalce so se dogajale torej le v prvem in zadnjem nizu, ko sta se z bojevito igro in uspešnimi akcijami ekipi menjavali v vodstvu. No, v drugem nizu pa so vajeti igre v svoje roke povsem prevzeli igralci gostujoče ekipe. Šoštanjčanom se je povsem ustavilo, zgrešili so kar nekaj začetnih udarcev, gostje pa so jih z uspešnim blokom, dobrim sprejemom in odličnimi zaključki potisnili daleč od mreže in jim tako povzročali veliko težav pri dobri organizaciji napada. Ob vodstvu 2-0 v nizih pa so se z manj zbranim nadaljevanjem tudi za goste začele težave. Da se lahko pri odbojki hitro vse spremeni, se je pokazalo v 3. nizu, ko se je ob domačem bojevitejšem pristopu pojavil žarek upanja na preobrat. Ekipi sta se do konca izmenjavali v vodstvu, domači pa vendarle kljub vodstvu 23-22 niso uspeli izkoristiti prednost za osvojitev niza. Tekmo med ekipo odbojkarjev Šoštanj Topolšica in odbojkarji iz Hoč so dobili gostje z rezultatom 3-0. Tako so gostje po 3 krogih pri drugi, domači pa pri 1 zmagi. Odbojkarji Šoštanj Topolšice, ki letos nastopajo v precej spremenjeni postavi in bodo ob koncu leta pripravili praznični turnir ob 50-letnici kluba, so v tej tekmi le na trenutke uspešneje zaustavljali razigrane goste. Odlično delo z mladimi v Hočah pa že prinaša prave sadove, saj so v zadnji sezoni postali kadetski prvaki Slovenije, med mladinci pa so pristali na 2. mestu. Letošnjo mlado ekipo z nekaj mladinci in kadeti so gostje še okrepili s 3 igralci iz Šoštanja Topolšice, Boženkom, Volkom in Portom. Prav Tadej Boženk je bil z 19 točkami in 6 uspešnimi blokadami najuspešnejši v gostujoči ekipi. Poleg Matije Primeca, dosegel je 16 točk, se je pri gostih izkazal še drugi nekdanji Šoštanjčan Volk s 7 točkami in 3 bloki. V domači rumeni ekipi pa je 11 točk dosegel Golob, 10 Slovnik, po 4 Samokrajini in Pavič, ki je bil še 3-krat uspešen v bloku. Odbojkarji Šoštanj Topolšice bodo v 4. krogu igrali spet doma. Ob 16. uri bodo v Šoštanju gostovali odbojkarji Mokronoga. V Rdeči dvorani so z 20. mednarodnim odprtim turnirjem za veterane v namiznem tenisu obeležili 40. obletnico namiznoteniškega kluba Tempo Velenje.
Zgodovina namiznega tenisa v Šaleški dolini sega torej že kar nekaj let nazaj, ko se je vse skupaj začelo v Šoštanju in z leti svoj sedež dobilo v Velenju, v hramu velenjskega športa v Rdeči dvorani. Predvsem znan tudi svetovno je bil mednarodni turnir najvišjega ranga Pro Tour, ki je tudi Velenju dal svoj pečat. Ustanovitev kluba je bila 9. maja leta 1975 v Pesiju. V TVD mislim, da je bila dvorana Svoboda. Jaz se tega ne spomnim. Vem pa nekdanji predsedniki, kdo so bili, in se jih je kar nekaj zamenjalo. Nekako je pa klub doživel prenovo s selitvijo leta 1989 v Škalsko dvorano in potem po 3 letih v dvorano Gustav Šilih, kjer domuje še danes. Ne smem pa seveda pozabiti, da je nekako prvi dom kluba Rdeča dvorana. Tudi naš klub sedaj ni ravno v zavidljivem položaju, vendar nekako se pobiramo. Bila so zlata leta, se pravi zadnjih 15 let je bilo zelo plodovitih, uspešnih. Bili smo organizatorji največjih svetovnih tekmovanj, World Tourov. Cel svet nas potem pozna. Ampak s takimi tekmovanji, kot je tudi danes tole, jaz mislim, da smo na dobri poti za nazaj. 40-letja delovanja kluba, tega, kot mu nekateri pravijo, najhitrejšega športa z loparjem in belo žogico na svetu, so, kot se za ta klub spodobi, obeležili s pravim športnim dogodkom, ki je tokrat v Velenje pripeljal veterane z večjih držav. Prav je, da se take obletnice praznujejo. Mi smo se odločili to narediti delovno, se pravi za namiznoteniškimi mizami. Danes organiziramo že 20. tradicionalni namiznoteniški turnir za veterane in rekreativne igralce. Udeležilo se jih bo cirka, govorim po prijavah, 90 iz Hrvaške, Madžarske, Avstrije in Slovenije. Med njimi tudi zelo velika imena namiznega tenisa, tudi svetovnega, bivši evropski prvak med veterani Edvard Vecko, potem Vesna Perhoč, nekdanja jugoslovanska reprezentantka, Jože Mikeln, sekretar na Namiznoteniški zvezi in zelo priznan trener in tako dalje. NTK Tempo skozi zgodovino doživel kar nekaj vzponov in padcev. Namizni tenis v Šaleški dolini pa nikoli ni tonil v pozabo, saj je šport različnih generacij. Če ste pozorno gledali, ste med njimi videli tudi kakšnega invalida na vozičkih in slično. Namizni tenis je dobesedno primeren, nekako ga že igrajo igralci od 6. leta in do konca. Vse zbrane tekmovalce in obiskovalce je ob visokem jubileju kluba pozdravil in nagovoril podžupan Mestne občine Velenje Peter Dermol. Mestna občina Velenje se vsa ta leta kljub krizi trudi, da podpira vse športne dejavnosti. Mogoče se lahko s tem pohvalimo, ampak kakorkoli ni se tudi pretirano zahvaliti s tem. Mestna občina Velenje je seveda v zadnjih letih kljub tej nastali gospodarski krizi vse skozi podpirala športna društva. Je bila tista institucija, ki seveda ni obrnila hrbtov tem društvom, kot so to mogoče storila nekatera večja družbeno, trenutno manj odgovorna podjetja. In seveda mi se z veseljem odzovemo vabilo na takšne prireditve, kjer na nek način dajemo tudi zagotovilo svojo prisotnosti, zato da bomo tudi v bodoče podpirali tovrstne dogodke. Ping-pong, kar je pogovorno ime za namizni tenis, ima torej globoke korenine tudi v Šaleški dolini in v NTK Tempu se trudijo, da to tradicijo z mlajšimi selekcijami ohranjajo še naprej. S tem prispevkom se za danes tudi poslavljamo. Lahko noč.